menda ste prvi, ki je bil v Sloveniji obsojen na podlagi trgovanja z notranjimi informacijami. Morda kar en splošen komentar z vaše strani. No, sam postopek glede na delničarski sporazum iz leta 2007 je bil dvakrat obravnavan strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, obakrat ustavljen oziroma ovržen. Sam sodni postopek pa se je začel leta 2010 in po neštetih obravnavah, njihovih preklicih, vendarle prišlo pred nekaj dnevi do tudi objave sodbe, ni pravnomočna. Seveda je obramba napovedala pritožbo, glede na dejstvo, da ne obstajajo nikakršni dokazi, da bi šlo za notranjo informacijo. Prvič, s tem v zvezi takrat ni bilo zakonskega okvira, na kakšen način o tem poročati. In drugič, brez nadaljnega je bilo javno objavljeno, kakšni so cilji, da nameravamo iti v delničarski sporazum in pa tudi ciljna cena s tem v zvezi. Javno objavljeno v časopisih, glede na to, da sem o tem sporočil medijem precej prej, vsaj mesec dni prej, prvič in objave so bile vsaj teden dni pred tem, ko sem delnice kupil tudi sam. Pri tem nakupu je šlo za nakup potem, ko je cena delnice že zrasla za 343%, glede na tisto ceno, za katero je bilo javno objavljeno, da je prenizka, da ne vključuje ustreznih podatkov same družbe oziroma njenih nepremičnin. Namesto, da bi se preganjalo ob številnih opozorilih, ki smo jih s tem v zvezi naslovili, tudi na agencijo, tiste, ki niso ustrezno poročali, v bilance družbe vključevali podatkov o tem, da je v resnici cena delnice kar 10-krat višja, kot pa je bila in jih je pravzaprav odkupovala takrat sama uprava družbe, ki je družbo prevzemala po mizerni ceni, smo v kontekstu zaščite pravic in interesov manjšinskih delničarjev pristopili k delničarskemu sporazumu in tudi javno komunicirali ter sporočili, kakšna pa je približno realna vrednost delnice. In temu primerno se je seveda odzval tudi trg po javnih objavah. In sam sem se potem, ko je cena že zrasla za kar 343%, tudi kot gesto vključil v nakup delnic. In s tem v zvezi seveda prvič ni bilo zakonskega okvira, da bi kakorkoli bili dolžni s tem v zvezi poročati. Poleg tega pa dejansko smo poročali, saj so bile zadeve javno objavljene v smislu realne vrednosti delnice. In moja gesta in podpora samemu delničarskemu sporazumu in zaščiti interesov delničarjev je ob samem nakupu seveda bila tudi izrecno izražena in smiselna. Dejstvo je, da v tem postopku očitno gre za napad na instrument delničarskega sporazuma, ki je pravzaprav edini instrument, edino sredstvo, s katerim učinkovito lahko ščitimo interese pravice manjšinskih delničarjev. Takšnih delničarskih sporazumov imamo preko 30 trenutno aktivnih v različnih družbah v Republiki Sloveniji in to se kaže kot učinkovito sredstvo pri tem, da delničarji vsaj dosežejo približno pošteno vrednost za njihove delnice, pa tudi v sodnih postopkih. Konkretno imamo preko 40 sodnih postopkov v teku, različnih, vezano na razlastitve imetnikov obveznic delnic, pa tudi po posameznih podjetjih ali izpod bojne tožbe, iztisnitve in podobno. V vseh teh primerih v združenju s pomočjo delničarskega sporazuma, ki je ravno s tem postopkom bil napaden, dosegamo uspehe, v večini primerov iztisnitev, v večini primerov, ko želi ali menedžment družbe ali kdo drug od prevzemnikov po mizerni ceni od manjšinskih delničarjev ali pa sploh ne prevzemati družbe. Zato gre za več kot očiten namen, da se prepreči uspešno delovanje združenja s tem v zvezi in problematizira delničarske sporazume kot take. Še vedno zakonodaja ne opredeljuje nikakršnih momentov ali potrebnih poročanj vezanih na delničarske sporazume, razen seveda v primeru, da bi ti dosegali ali presegali posamezne pragove glede na zakon o prevzemih. Kar pomeni, še enkrat, v tem primeru ne samo, da ni nikakršnih dokazov, nasprotno, vsi dokazi pričajo o tem, da ni nikakršnega trgovanja z notranjimi informacijami oziroma na njihovi podlagi in da so bile vse zadeve javno znane vsem drugim možnim zainteresiranim že zdavnaj preden je prišlo tudi do same realizacije delničarskega sporazuma oziroma nakupa delnic z moje strani, še enkrat izključno v podporo samemu postopku in uspehu in pristopu čim večjega števila ter kredibilnosti naših prizadevanj. V
več kot 20 primerih smo bili s takšnimi delničarskimi sporazumi uspešni in očitno je, da je to trn v peti marsikomu, ki želi priti do delnic ali do družbo prevzeti po mizerni ceni na škodo za oškodovanje manjšinskih delničarjev. Tako kot doslej se bomo temu uspešno upirali tudi odslej in se posluževali vseh zakonitih sredstev, kot je bilo tudi v tem primeru. Je pa seveda simptomatično, o čemer me sprašujete, da res kot kaže je ob vseh dogajanjih, ki smo jim bili priča v Republiki Sloveniji, predstavnik malih delničarjev in združenje tisto, ki je ne samo doseglo prvo sodbo, sicer nepravnomočno s tem v zvezi oziroma obsodbo, ampak da se v številnih drugih primerih, kjer je tudi po našem prepričanju šlo za oškodovanja, ne samo to ni zgodilo, v marsikaterem agencija tudi ni sprožila nikakršnih postopkov navkljub našim izrecnim opozorilom. In če naštejem samo nekaj konkretnih primerov v tem času, je seveda to recimo primer prevzemanja Mlinotesta, kjer ne nazadnje smo tudi v tožbi zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev pred upravnim sodiščem, da je takšnih primerov, ne nazadnje recimo v primeru Trima, kjer formiramo delničarski sporazum, v številnih drugih primerih, kjer so že aktivni in jih še vzpostavljamo, to želja potem, da bi nas pri tem seveda skušali onemogočati. Mi bomo brez nadaljnega kredibilno, kakor doslej, peljali postopke tudi z delničarskimi sporazumi v interesu delničarjev tudi v naprej in želeli bi si tudi ustrezno sodno prakso. V konkretnem primeru smo opozarjali tudi na to, da je sodnica, zato je bila zahtevana njena izločitev, pristranska, da je povezana z nekaterimi neposredno zainteresiranimi vplivnimi krogi, posamezniki in omrežji, tudi v konkretnem primeru Velane. Se je to pokazalo ravno recimo skozi to, da je bila kot po naključju na isti dan sklicana obravnava na sodišču, ena od neštetih obravnav, ko je bila zelo pomembna skupščina Velane in kamor so bili kot priče vabljeni vsi ključni akteri v sekciji Velana pri VZMD. S tem v zvezi smo navedli tudi neposredne, najožje družinske povezave s tistimi, ki imajo tukaj neposreden interes, a vendar je prišlo od tega, da sicer sodnica ni več na istem sodišču, je pa zaključila postopek z obsodbo, nepravnomočno zoper mene, kot nam doslej edino znano obsodbo v primeru domnevnega trgovanja na podlagi notranjih informacij, kar pa se je tudi z samimi dokazi na sodišču pokazalo kot popolnoma neutemeljeno, za lase privlečeno. Zelo na mestu je se izraziti celo, da gre pri tem za montiran proces, kjer je bilo že v izhodišču znano, da je želja obsodbe, predvsem pa za napad na pravzaprav edino sredstvo, ki ga delničarji imajo, torej institut delničarskega sporazuma za zaščito pravic in interesov manjšinskih delničarjev. Vprašal bi še to, v Sloveniji teh ovadb glede na za zlorabo notranjih informacij ni bilo veliko, lahko jih poštejemo na prste ene roke, ampak vedno je šlo nekako v povezavi z prevzemom podjetja in na drugi strani z tistimi, ki so se neposredno dogovarjali s prevzemniki. Ste vi bili v dogovoru z prevzemniki Velane in ste vedeli za te višje cene pred ostalimi? Omenili ste, da je bilo vse javno prej objavljeno. Tako je. In to, kar je bilo javno objavljeno, je bilo na podlagi naše komunikacije, naših obvestil, tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev, tudi novinarjem, na podlagi izračunov, ki smo jih pripravili s strokovnimi sodelavci in znotraj sekcije Velana v konkretnem primeru, z ljudmi, ki so bili neposredno zaposleni vrsto desetletij v družbi in so razpolagali seveda z ustreznimi vednostmi za to, da v same bilance niso vključene nepremičnine, da niso ustrezna vrednotenja, da so vse te stvari bile naslovljene tudi z naše strani na Agencijo za trg vrednostnih papirjev, da smo o tem komunicirali z novinarji, z vsemi delničarji, ki so prejeli dopise že davno pred tem, ko je prišlo do trgovanja, da smo najavili ne samo delničarski sporazum, pač pa tudi na skupščinah že nastopili organizirano veliko pred tem, pa vendarle je trg odreagiral šele takrat, ko je prišlo do javnih objav, zatem seveda tudi rasti cene delnic, pri čemer se smešno recimo sodni izvedenec opredelil za
ekonomsko stroko, do vprašanja, ali lahko objave v medijih, v javnih občilih vplivajo na ceno delnic, opredelil, da ne. Kar je seveda naravnost smešno oziroma tragično v konkretnem primeru. Poglejte, izvedenec ekonomske stroke bi vendarle moral poznati eno temeljnih dejstev funkcioniranja ekonomije in vsega tega, pri čemer je treba biti seveda toliko bolj pozoren na samo informacijo o tem, kakšne so vrednosti delnic in je to tudi ustrezno regulirano. Ne za ta konkreten primer. Regulirano na način, da brez nadaljnega javne objave seveda vplivajo na ceno delnic. Bodi si pri njeni rasti, lahko so te enormne, bodi si pri njenem padcu. Takšnih primerov je ne samo v našem prostoru, ampak v mednarodnem pravzaprav nešteto. In s tem v zvezi izpostavljam tudi naslednji moment, da je zanimivo, da je tožilstvo potem, ko je sodna izvedenka podala s tem v zvezi mnenje, ki je bilo absolutno jasno v zvezi z morebitnim trgovanjem na podlagi notranjih informacij, da za to ni šlo v mojem primeru, da nikakor za to ni moglo iti, tudi zaradi javnih objav vseh teh dejstev, ki smo jih sami komunicirali, veliko pred tem, predtem je prišlo do trgovanja in delničarskega sporazuma in podobno. Na drugi strani seveda tožilstvo zahtevalo ponovno sodnega cenilca, še enega oziroma sodnega izvedenca, ki pa je imel zanimivo diametralno nasprotno stališče z ključnim argumentom, da javna objava kot češ naj ne bi vplivala na samo ceno delnic oziroma gibanje vrednosti na trgu, kar je kot rečeno ne samo smešno, pač pa tragično, da je lahko nekdo sodni izvedenec z takšnim stališčem. No, poleg navedenega je več kot očitno, da gre še za enega od poskusov diskreditacije prizadevanj Vseslovenskega združenja malih delničarjev in pa ne nazadnje mene osebno, ravno zato, ker smo v številnih primerih trčili v zelo močne izrazite interese, bodi si strani menedžerskih prevzemanj družb, bodi si strani oškodovanj na podlagi iztisnitev po premajhnih cenah in številnih preko 20 postopkih, kjer smo uspešno dosegli dodatne denarne odpravnine za delničarje. Med drugim smo bili prvi, ki smo v sodnem postopku ne samo sprožili, pač pa tudi uspeli, recimo proti SCT-ju in Ivanu Zidarju, ko je ta veljal še za nedotokljivega, kakor tudi drugim akterjem, od nenazadnje primerov Istrabenza do Pivovarne Laško in Boška Šrota, ki je odstopil po znameniti stopnični skupščini, kjer smo izpeljali skupščino navkljub interesu same uprave, predvsem zato, ker smo uspeli zbrati dovolj pooblastil, tudi iz tujine, zato, da bi preprečili to, kar se je takrat uprava namenila. V številnih primerih torej smo dejansko dregnili v osje gnezdo in če pride pri tem tudi do kakšnega pika, seveda to razumemo kot del naših prizadevanj in nas to nikakor ne bo ustavilo, še manj pa preprečilo pri prizadevanjih tudi vnaprej in iskanju vseh tistih rešitev, ki bodo v smislu interes in pravic manjšinskih delničarjev pripeljale do tega, da bodo iz svoje naložbe imeli vsaj kaj oziroma čim več. S tem v zvezi seveda smo vse bolj aktivni tudi v mednarodnem prostoru in po tej plati deležni podpore vseh ključnih tovrstnih združenj, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu. Da ne govorimo seveda o aktualnih postopkih, ki so še v teku, tako v smislu razlastitev imetnikov obveznic, delnic slovenskih bank, kjer tudi v mednarodnem kontekstu dosegamo ustrezne uspehe iz naslova naših prizadevanj. Seveda pa tukaj kaže omeniti, da je ta sodba padla ravno v čas, ko smo pripravili v združenju racionalno rešitev, najboljšo možno v smislu racionalnosti za manjšinske delničarje, 250 tisoč njih, ki jim bodo v kratkem ukinjeni registrski računi. Torej, ravno v tem času, ko je seveda znano, da bomo predstavili način, po katerem bo možno za vseh teh 250 tisoč delničarjev, ki bi bili sicer ostali brez delnic, ki bi bile prenešene na sodni depozit oziroma na Slovenski državni holding, državo Republiko Slovenijo, neka nova razlastitev, pravzaprav 250 tisoč državljanov. Ravno v tem času, ko pripravljamo rešitev in jo bomo tudi v prihodnjih dneh predstavili, seveda pride
takšna sodba po vseh letih, po vseh preklicih obravnav, po številnih ponovitvah obravnav, zavlačevanj strani državnega tožilstva, ravno takrat seveda, ko je to najbolj primerno za diskreditacijo oziroma ustvarjanje dvoma v smislu poslanstva, v smislu prizadevanj in tega, kar uspešno združenje počne ves ta čas. Tako da je precej jasno, da gre tukaj za interese, ki izhajajo ne samo iz številnih družb, kjer smo marsikomu stopili na žulj in predstavljamo trn v peti, pač pa tudi tega, kar se odvija v tem času, ponovne nacionalizacije, ne nazadnje interesa finančne industrije, ki želi prepričati delničarje, da je potrebno odpirati drage trgovalne račune, medtem ko mi ponujamo racionalno rešitev, s katero želimo ohraniti število malih delničarjev v Republiki Sloveniji. To so seveda vse prizadevanja, ki so pozitivna, ne samo z vidika manjšinskih delničarjev, pač pa tudi za celoten gospodarski prostor in Republiko Slovenijo kot tako, pa seveda smo deležni pri tem marsikaterega polena pod noge, poskusov diskreditacije. No, ponovno zagotavljam, mi bomo vztrajali, kot vztrajamo že 11 let in sem prepričan, da bomo tudi z instrumenti delničarskih sporazumov in vseh ostalih postopkov, ki jih peljemo, uspešni še naprej.